mnogo let ob tem času se v mojo dušo naseli tiha tesnoba in nema bolečina. Ne kažem je drugim, ker ne bi razumeli. Le ob čarobnem soju sveč in v tišini jesenske noči pustim solzam prosto pot. Bilo mi je 17 let, ko sem jo najbolj potrebovala, je odšla. V mukah, trpljenju, bolečini in s toliko neizpete ljubezni. Moja mama. In kot da je z njo usahnil del mene. Z njenim slovesom je bilo nenadoma konec brezskrbne mladosti. Namesto vedrine je v našem domu zavela praznina. Leta so tekla in usoda je hotela, da je po nekaj letih odšel onkraj še oče. Bila sva si blizu. Njegova usoda me je zelo prizadela. Globoko v meni pa pustila sled. Vsako leto znova, ko stojim tu na kraju spomina, se v duhu obračam k njima po tolažbo in razumevanje. In vsako leto znova njun odsev ponovno vživi, me nevidno pozdravi in vabi k pogovoru. Oživi trenutek, ki pravzaprav nikoli ni ugasnil. Odhajam na pokopališče, tja pod Gorjance. Tudi zato, da srečam, spoznam in doumem, morda tudi sama sebe. Da se zavem odgovornosti, ki jo je pred me naložila preteklost. Odgovornosti do staršev, do sebe in do drugih. Odgovornosti do tega, da z vsemi, ki jih imam rada, jih cenim in spoštujem, sooblikujem nov svet. Svet, v katerem, vem, je težko krmariti. Toda zaupam vase, verjamem v usodo in verjamem v boljši jutri. Morda se v večerni tišini med odsevi spomenikov v svoji časovni omejenosti pogovorim z večnostjo, s to nedosegljivo in nespoznavno metaforo modrosti, vsaj za trenutek. Dober večer na predvečer dneva spomina na mrtve. Pričujoče razmišljanje pravzaprav pokaže, da so pokopališča poseben pričevalec časa. Na svoj način govorijo o sedanjosti in govorijo o preteklosti, o minljivosti in večnosti, o večnem vprašanju, onkraj, to je o prihajanju in odhajanju, skratka, o življenju. V času 1. novembra, ko obeležimo ta dan spomina na mrtve, postaja aktualno tudi vprašanje, kakšno pa naj bo naše zadnje slovo? Kakšen naj bo naš način večnega odhoda? No in prav v naši nocojšnji oddaji Pravi ključi, se bom o tej temi pogovarjala z mojimi nocojšnjimi gosti. Dober večer, voščim vsem trem gostom v našem studiu. Z nami so Elvina Babajič, svetovalka za pogrebne storitve in organizacijo, vodja, direktorica mednarodnega pogrebnega podjetja Babajič. Dober večer. Dober večer. Simon Štukelj, vodja sektorja splošne komunale javnega podjetja Komunala Novo mesto.
v okviru katerega sodijo tudi pokopališke in pogrebne storitve. Dober večer. Dober večer. In Marjeta Reberšek iz skupine Ptica, svetovalka in tudi pisateljica in interpretatorka žalnih pogrebnih govorov. Dober večer tudi vam. Dan spomina na mrtve. Mogoče začnemo takole z vašo osebno noto. Kaj vam pomeni, kako ga čutite, kako ga zaznavate? Zdaj tako je, jaz prihajam iz družinskega pogrebnega podjetja. To pomeni, da sem že skoraj celo svoje življenje vpeta v pogrebništvo in se tudi soočam z ljudmi v takšnih težkih trenutkih, ne. Tako da zame, mogoče malo morbidno rečeno, je 1. november skoraj vsak dan, ne. In tudi pri nas se spominjamo vseh naših mrtvih pokojnih vsakodnevno. Se pravi, nam 1. november ni samo tisti dan, ko gremo na pokopališče, ne, ampak pri nas je to ni tabu tema in se tudi o tem pogovarjamo skoraj vsak dan, ne, tudi v sklopu naše službe. Gospod Simon. No, jaz osebno v bistvu ravno ne želim temu dnevu dajati prav posebni poudarek. Konec koncem pravim, je še ostalih 364 dni na leto, ki so ravno tako primerni in potrebni spomina na mrtve. Seveda me pa ta tudi moja poklicna obveznost tega dneva in pa rekel sem ne samo tega dneva, ker vemo, da kar nekaj dni pred tem dnevom je ogromno priprav z urejenim pokopališč, seveda me pa ta dan zelo dotika, ne. Jaz se pridružujem besedam mojih predhodnih govornikov, sicer bi pa nadaljevala z mislijo, da skupaj ustvarjamo to kolektivno zavez, da se skupaj umirimo kolektivno, ne, na ta dan in umirimo korak, utišamo korak vsakdanji v tej naglici, ki nas preganja. In mislim, da tako pripomoremo skupnemu spominu na pokojne. Na ta dan, ne? No in v tej naglici, ki nas preganja, smo z našo kamero ustavili nekaj mimoidočih na naših ulicah in poglejmo, kaj njim pomeni 1. november. Ja, pomeni mi prav to, dan spomina na mrtve, na vse, ki sem jih poznala, na moje drage sorodnike, ki jih več ni, na prijatelje, pa tudi na vse ljudi se spomnim, pač, ki jih ni več med nami, so bili dragoceni in tako. Tako da zmeraj prižgem svečko na ta dan tudi doma, spomin na moje drage, grem na pokopališče in pač v srcu čutim včasih, kot da so še zmeraj živi. Ja, to je dan, ko treba iti malo na Bretov pogledati, sej enkrat letno, ne. To je sej takrat se zbere družina, pa grejo skupaj na pokopališče. Takrat obiskujemo svojce, znance, pravkar sem prišla iz Žal, sem že obiskala nekaj grobov. No, potem pa tudi tukaj sem iz Metlike, imam tudi nekaj prijateljev, tudi nekaj svojcev, tasta. In tako, v glavnem se takrat obiskujejo grobovi, ne, iz spomina na svojce. 1. november to je en simbol, da se udeležimo na grobove, se spomnimo na mrtve, ne, in da jim počastimo spomina, ne. Vsekakor se takrat spomnimo bolj kot ponavadi. To je že običaj v Sloveniji sploh. Mislim, da med vsemi narodi najbolj, čeprav je lepo vsak dan se spomniti, bilo kdaj, ampak ta dan je pa posebej namenjen za to, da se pač obiščejo grobovi, ki so lepo urejeni, dobijo se družine skupaj. No, torej, razmišljanje je zelo podobno, kaj ne, da se umirimo, družine se dobijo skupaj in verjetno je tudi dan za premislek, za trenutek tišine in miru in mogoče sprave z našimi pokojnimi. In velikokrat ob tem dnevu se pojavi tudi misel, kaj pa, ko bo prišel naš zadnji trenutek? Kako bo takrat? Kakšni so v zadnjem času predvsem pogrebi? So to klasični pogrebi ali tudi drugačni? Zdaj, če pogledamo celotno Slovenijo, je dejansko žarnih pogrebov
več. 70% je žarnih pogrebov, 30% je pa klasike. Klasika pomeni pokop oziroma pogreb z krsto. Ne? Zdaj v zadnjih parih letih, rečemo zadnje 3-4 leta, je tudi večja porast alternativnih pogrebov. Ne? Veliko več je povpraševanja potem sploh po raztrosu pepela v morje ali pa recimo na kateri drugi lokaciji in pa seveda potem diamantnem pogrebu oziroma spominskem diamantu iz pepela umrlih. Ne? O spominskem diamantu, ki je nekako bil skrit ali pa neznan ali pa je novost, boste povedali, se bomo vrnili pozneje. Gospod Simon, v področju, ki ga pokriva vaše javno podjetje Komunala, kaj bi vi lahko povedali, kakšna je navada sedaj glede pokopov? Naj povem, da le dobro desetletje nazaj, ko se je v bistvu še snovalo novo mestno pokopališče Srebrniče, se je izvedla na tem območju anketa, ki je nekako povpraševala, kakšni so ti trendi oziroma kakšne so te želje po pokopavanju. Ne? In pred dobrim desetletjem je še večina izrazila željo, da nekako želijo bolj klasično se pokopavati kot pa žarno. To je bilo le dobro desetletje nazaj. Medtem ko v tem času pa ugotavljamo, da so se te navade, ti trendi v bistvu spremenili ravno v drugo smer. Tako da, kot je že kolegica povedala, to prevladuje tudi v Novem mestu na tem območju, kjer mi izvajamo to javno službo, že močno prevladujejo žarni pokopi. Tako da pri nas je ta odstotek še nekoliko višji in dosegamo tamle tudi od 80 pa celo v kakšnih obdobjih celo do 90% žarnih pokopov. Ne. S tem, da med te žarne pokope ali pa oblike pogrebnih svečanosti štejemo tudi raztrose, ker gre ravno tako za raztros posmrtnih ostankov. Gospa Marjeta, vi na tem poslovilnem obredu pripravite žalno besedo. Kakšno je vaše opažanje, kakšnih pogrebov je največ? Glede na to, da govorim govore po vsej Sloveniji, opažam, da je v bistvu po vsej Sloveniji enako, ne? Da ne izstopa noben kraj, ki bi bil z žarami manjši, ne? Tako da. In ko se vi pripravite, začeli ste se ukvarjati pred časom pravzaprav v skupini vašega delovanja, ki ste ga poimenovali Ptica, z pisanjem zadnje slovesne besede. Bila sem tudi na nekaterih pogrebih, kjer ni bilo nobene zaključne besede in sem začutila ta svoj klic, bi lahko rekla, da z besedo negujem spomin oziroma pomagam negovati spomin na slovesu. No, klic pa ste začutili tudi pri vas, gospa Elvina, seveda ne samo po zaključni besedi, ampak tudi po neke vrste še drugačni simboliki. Govorite o diamantu. Nam lahko o tem poveste nekaj več in približate ta nov način spomina našim gledalcem? Če se samo vrnem eno stopničko nazaj, ne? Res je, tako kot smo rekli, žarni pogrebi so pri nas aktualni, klasika postaja že vse manj in manj se ljudi za to odloča. Ne? In ravno pri nas je največji problem v Sloveniji to, da dejansko ne sledimo tako hitro tem evropskim trendom. Ker recimo diamantni pogreb pri nas je šele 2 leti, odkar ga mi ponujamo, v Evropi že obstaja od leta 2001. V Švici je to podjetje, ki je dejansko ustanovilo to vrstno storitev. Ne? In recimo mi, ko smo v Slovenijo, se pravi ta diamantni pogreb pripeljali, je verjetno zaradi tega, ker smo želeli našim ljudem ponuditi neko nov spomin na umrlega. In ja, res iz pepela umrlega naredimo te diamante. Ne? V bistvu ves proces ne poteka v Sloveniji, temveč poteka na sedežu podjetja Algordanca v Švici, kjer dejansko ta pepel pod visokim pritiskom in visoko temperaturo spremenijo v diamant. In pri tem definitivno niso dobene primesi zraven dodane, ker nastane izključno iz pepela umrlega.
In tudi na koncu, ko je ta diamant, se pravi, pripravljen, ko ga gremo iskati v Švico in ga pripeljemo nazaj svojcem, damo vedno zraven tudi certifikat, ki zagotavlja, da je ta diamant nastal izključno iz pepela umrlega. Tukaj sabo ste prinesli tudi nekaj tehle primerkov, mogoče jih pač pokažete našim gledalcem. Ja, recimo, to sicer niso diamanti pokojnikov. To niso diamanti, to so zdaj cirkoni, oziroma samo toliko, da se lahko svojcem pokažejo tako oblike kot tudi velikosti. Kar mene, ko svojci pokličajo, se tudi z njimi najprej dogovorim o željeni velikosti. Ker sama velikost je tudi odvisen, je tudi čas, koliko časa bo ta diamant rastel pod visoko temperaturo in visokim pritiskom in seveda od tega tudi odvisna cena. In če recimo stranka, se pravi svojci se odločijo od najmanjšega diamanta, to je 0,2 karata, pa vse do 1 karata. In tako tudi cena raste in tudi čas rasti. Zdaj, če recimo vzamemo, vse ravno to sem želela povedati, recimo 0,25 karata kot recimo najmanjši diamant, ta stane okrog 3000 evrov, potem pa seveda cena raste in 1 karat, ki je pa največji diamant, to je recimo ta, on pa stane okrog 10 000 evrov, slabih 10 000 evrov. Tako da recimo, če se vrnem spet na najmanjši diamant, ta za rast potrebuje približno 3 do 4 mesece, ta največji diamant pa tudi celo od 9 do 12 mesecev, spet je odvisno. Zdaj tudi svojci izberejo obliko diamanta, imajo na voljo 7 različnih oblik, od smaragda do briljanta, ker recimo to so briljanti, do ovala in tako naprej. Ne morejo pa recimo vplivati na barvo. Se pravi, določijo samo velikost, karat, in določijo obliko, barve pa ne. Ker barva je pa odvisna od kemijske sestave pepela. Tako da včasih diamant zasije v modrikasti barvi, včasih v manj modrikosti oziroma celo v prozorni. Zato tudi rečemo, da je vsak diamant unikaten, tako kot je bil tudi vsak posameznik. No, tukaj ste prinesli enega posebej, ki je, kot smo gledali pred oddajo, modrikast. Ta je modrikast. Tudi tako v tej škatli ponavadi mi svojcem diamant skupaj s certifikatom preomenjenim prinesemo in potem se svojci odločijo, ali bojo ta diamant hranili v tej škatli ali pa ga bodo dali vgraditi v nakit in potem recimo v verižico, v prstan in tako naprej in potem ta diamant vselej s seboj nosili. Rekli ste, ali večji ali manjši diamant iz recimo pepela, iz ene žare, od enega pokojnika, lahko naredite več diamantov? Lahko več naredimo. Zdaj, če v bistvu povem, kakšne so moje izkušnje. Mi smo imeli do zdaj 8 diamantnih pogrebov in stranke nekateri so se odločili recimo za 2 diamanta, pa ponavadi se vedno odločijo iz svojih staršev, iz pepela svojih staršev, ali mater ali očeta. In recimo se odločita sestri za 2 diamanta, preostanek pepela pa največkrat pokopljajo in tako tu imamo kombinacijo 2 pogrebov, se pravi spominskega diamanta iz pepela in pa žarnega pogreba. Recimo nekateri se pa odločajo, žara je že 5 let pokopana in šele zdaj so slišali za to vrstno storitev in potem organiziramo najprej izkop te žare in potem procesu, se pravi predelavo pepela v diamant. Tako da nekateri se odločajo za kombinacijo, nekateri pa iz celotnega pepela. Pa poznajo po vaših izkušnjah Slovenci to vrstni pokop in tudi to vrstne možnosti? Ne poznajo, seveda ne poznajo, ker mi se tudi, kako naj rečem, ne oglašujemo preveč agresivno, ker to gre za zelo posebno temo in tudi poskušamo na nek subtilen način to novo storitev predstaviti. Tako da ponavadi je ravno to, več ko smo v medijih, tudi je več povpraševanja po tem diamantu. Hkrati se pa tudi povezujemo z vsemi ostalimi pogrebnimi podjetji, podpisujemo pogodbo o sodelovanju, z namenom, da tudi oni v svoje podjetje vključijo to vrstno storitev in tudi svojim, se pravi strankam, svojcem predstavijo to vrstno storitev, se pravi spominski diamant iz pepela umrlih. Hvala lepa. Torej tudi mi v naši nocojšnji oddaji Pravi ključi razstiramo tudi še številne druge poglede in pa druge možnosti
slovesa naših pokojnikov. Gospod Simon Štukelj, imate tudi različne izkušnje v vaši dejavnosti tukaj na območju Dolenjske javnega podjetja Komunale, tudi z različnimi pokopi, ne samo klasičnimi. Tako je. Sicer za to obliko diamantnega pokopa se še nismo srečali, niti je nismo posebej poudarili, izpostavljali, sicer za njo vemo, da obstaja, pa vendar obstaja tudi več drugih možnosti pokopa, raztrosov, predvsem gre tukaj za raztros ostankov pepela, tako da je možno te ostanke pepela raztrositi tudi izven območij pokopališča, ne samo na samem pokopališču, s tem, da je to povezano z nekimi določenimi upravnimi postopki, ki se uredijo v relativno kratkem času, tako da imamo primer, ko smo raztrosili ostanke pokojnika po reki Krki, bil to je raztros iz balona. Srečali smo se s situacijo, ko smo naredili raztros iz aviona nad Kočevskimi gozdovi, potem po samem gozdu, tako da več takih primerov poznamo. Kar se pa tiče samega raztrosa, pa moram reči, da v zadnjih 4 letih se je to izredno povečalo, tako da nam v tem deležu žarnih načinov izvajanja pogrebnih svečanosti to predstavlja že več kot 20% načina raztrosa pogrebnih oziroma posmrtnih ostankov. Pa vendarle raztros je možen tudi na domačem dvorišču? Tudi raztros je praktično možen, bomo rekli, skoraj da kjerkoli. Seveda, kot sem prej dejal, po predhodnem upravnem postopku, ki ga zda upravna enota, vendar pri tem pa je vendarle potrebno nekaj upoštevati, da se pri tej zadevi upoštevala neka pieteta do pokojnikov, da ta prostor, kjer se izvede ta raztros, da je dostojen. Pa ravno tako so potrebna vse dovoljenja? Tako, ravno tako vsa dovoljenja je potrebno predhodno pridobiti za raztrose pepela izven območja pokopališča. Na samem pokopališču pa ni potrebno nobenih dovoljenj, ker pa je to že projektno in sistemsko tako urejeno, da je prostor, ki je namenjen izključno za raztros pepela. In kakšna je potem pogrebna slovesnost ob raztrosu pepela? Povsem običajna lahko. Mnogi to zamenjujejo z anonimnim pokopom, kar pa ni nujno. Sveda način pogrebne svečanosti oziroma, bom rekel, način slovesa ga določijo v bistvu svojci. Tako da tudi, če gre za raztros pepela, gre to lahko bodisi za pogrebno svečanost v ožjem družinskem krogu, v širšem družinskem krogu ali pa povsem za javno pogrebno svečanost, kjer se opravi pogreb z vsemi protokoli, od branja poslovilnih besed do izvajanja žalostink, skratka povsem običajno, samo da na koncu posmrtni ostanki ne končajo v grobu, ampak se raztrosijo po površini. Se raztrosijo in verjetno so mesta za to strogo odrejena, ne? Tako, to je strogo odrejeno, kjer se ta raztros izvede. Z posebnim pripomočki, z posebnim orodjem za raztros pepela. Torej, žalne besede, gospa Marjeta, kot je povedal predhodnik gospod Simon, je praktično ne glede na obliko pokopa in pogreba. In vi se prav posvečate tej dejavnosti. Kako pravzaprav pridete v stik z svojci pokojnikov, da vi pravzaprav napišete potem lahko govor ljudem, ki jih v bistvu niti ne poznate? Kako to poteka? Pravzaprav imam srečo, da me svojci spustijo v svoje življenje in v življenje pokojnika. Sicer me pa večinoma najdejo na spletni strani oziroma, če sem že govorila v družini, potem najdejo podatek tam, ne. Pa vendarle, vi pridete do svojcev in potem na osnovi česa, kako lahko napišete tiste žalne besede, kako jih začutite in jih potem, kot ste dejali, tudi interpretirate, če se tako dogovorite? Navadno so svojci zelo, so kar gostobesedni in povedo o življenju pokojnika, povedo nasploh o relacijah, o njihovem življenju, o njihovem odnosu in morda pokaže tudi kakšno sliko, da vidim ta izraz in oči in v bistvu v celi družini odseva to njihovo skupno bivanje, ki se potem opiše
v ta spominski govor, da je čim bolj oseben. Torej, iz pogovora zaznate, kaj je tisto, kako je potekalo življenje pokojnika, kako je bil povezan z okoljem in z svojci in potem pač od primera do primera unesete v ta žalni govor. Tako, ker je vsak človek unikat, živi svoje lastno življenje, nekako proti svojemu cilju, ne. Tako so tudi govori potem unikatni, ne. Ni kopije. Ni kopije. So pa različni, ne, lahko so v obliki življenjepisa ali pa samo v obliki misli oziroma slovesa, osebnega slovesa, družine, prijateljev, morda podjetja ali pa samo poezija, branje poezije, ne. Se poslužujete poezije? Ja. V povezavi? Oziroma je to želja svojcev. No, mi pa poglejmo v naši drugi anketi, ki smo jo posneli na ulici, kakšne pa so želje oziroma videnje glede pokopa naših mimoidočih. Ja, mi smo se doma že vse pogovorili, če koga na hitro pobere, bom rekla, potem imamo žarni pogreb, ne, in tudi oče in moji sorodniki so tudi pokopani v žarah, ker se mi zdi to še nekako najbolj, da ga nosiš v srcu, še nekako drugače, da je neki žari, sem napisala pesem Prižgem svečko, iz žare zažari očetovo nebo. Ne, to mi vseeno. Ja, sem. Žaro. Sem razmišljal in to je jasno, da me upepelijo, ne. Tako da je to žara, ne. Ker prvič manj se zavzema prostora, ne, pa bolj čisto je, ne. Ker dobro, da mu reče, vsi smo iz pepela, ne, pa gremo tudi v pepel, ne. To je že zgodovinsko, ne. Tako da jaz bi pač manj prostora se zavzame, ker zdaj, če gledamo te spomenike, ne, te družinske, to zavzame tam cirka 6 kvadratov, je to potrebno. Tako je pa, da mu reči, tam je 60x60 in je to dejansko za celo družino, ne. Glede mene, meče se vseeno, ne. Tako da nimam nekih želja za potem, ne. Imam želje za zdaj, pa kakor bo bolje. Ali se še živeči obračajo kdaj na vas in želijo od vas morda informacijo? Jaz bi pa danes morda že rad si rezerviral svoj prostor nekje na pokopališču ali izbral, kako bom pokopan, se tudi to kdaj zgodi. Je to možno? Sploh v okviru tega našega portala Pogrebni tabu nas ljudje, lahko rečem, tudi vsakodnevno kontaktirajo, nam pišejo, tudi iz tega razloga, se pravi, kako naj rečem svojcem, da me pokopljajo tako, kot si jaz želim, kako naj vem, da bodo mojo željo izpolnili. Potem recimo za diamantni pogreb se veliko ljudi že sami zase kličejo, sploh iz domov za ostarele. Kličejo in sprašujejo, kako je s tem, jih zanima postopek, jih zanima skratka vse povezano z spominskim diamantom. In tako naprej, se pravi, različne želje se pojavljajo, različni klici. Se pravi, vse več in več je tega, da ljudje kličejo ali zase ali pa za svoje svojce, ne, kaj je možno, kaj ni možno. Pred kratkim me je klicala ena gospa, ki je želela imeti v Avstriji na eni gori raztros. Se ne spomnim, na kateri gori, ampak je tam želela imeti raztros. In recimo to pri njih ni bilo mogoče narediti, ne. Pri nas pa, tako kot je rekel gospod, je možno kjerkoli raztros opraviti, samo dovoljenje od te občine je treba dobiti. Če so želje recimo nekoga, da bi ta raztros naredili v tujini, kakšen je potem postopek? Ja, potem je postopek po dejansko pravilniku te države, a ne. Recimo v Avstriji so pa druge možnosti, je veliko več možnosti recimo drugih, kot je pri nas. Ni možno mogoče na tej gori imeti raztrosa, ne, ampak recimo tam pri njih podjetja tudi ponujajo raztros oziroma izstrelitev pepela v vesolje. In tako naprej, ne. Hočem povedati, da grejo pa mogoče v druge smeri, ne. Informacije pa potem seveda so tudi v Sloveniji možne, ne? Ja, seveda, informacije so vedno možne. Mi se vedno potrudimo za vsako vprašanje, ki nam ga, se pravi, ljudje zastavijo, se potrudimo poiskati odgovor in tudi potem mogoče usmeritev, kako pa kaj
kjer lahko dobijo mogoče nadaljne informacije in tako naprej. Gospod Štukelj, kaj pa, če si izberemo žarni ali klasični grob na sedanjem pokopališču, je to možno? Vnaprej. Lahko tako odgovorim, da ne, to ni možno. Morda ena zelo zanimiva zgodba, anekdota iz mojih poklicnih situacij. Pred leti je prišel k meni prileten gospod, takoj se videlo, da veliki zadregi, in je dejal, pred mnogimi leti sem prišel v Novo mesto in sem iskal parcelo za svoj dom. Prav danes pa želim dobiti parcelo za moje zadnje bivanje. Žal sem ga moral razočarati, tako da parcele oziroma groba, če govorimo o grobu, seveda vnaprej rezervacije ni mogoča. Tako da v tem primeru, seveda, ko pride do te situacije, se najde prostor seveda in se opravi pogreb. Potem pa seveda v okviru družinskih pokopov na tej lokaciji seveda si pogrebi lahko sledijo. Kaj pa pisanje slovesnih besed, morda od nekoga, ki se že poslavlja, vas kdaj pokličejo k sodelovanju tudi vnaprej, predno kdo umre? Ja, pokličejo, se informirajo, ker se zavedajo, da ta čas od smrti do pogreba zelo kratek, vendar navadno ne pišem govorov, ko ljudje še živijo. Tako da potem počakamo oziroma se dogovorimo in potem počakamo. Se vam kdaj zgodi, da nekdo, ki umira, da vas povabijo takrat in izrazi željo, kaj bi želel, da mu izrečete ob slovesu? Ne, ampak si navadno zapišejo, navadno si sami zapišejo tiste lastne misli ali pa lastne spomine, zadnje spomine, katere res želijo izpostaviti potem v govoru. Mi smo naše mimoidoče vprašali tudi, ali je in kako je pomembno, če ob zadnjem slovesu upoštevamo želje svojcev. Pa poglejmo še ta prispevek. To se je treba nekako prej dogovoriti, da ni potem kakšne panike, ko se res morda kaj zgodi na hitro ali tako. To mislim, da če ima kdo kakšno posebno željo, da se upošteva, da je lepo, da se upošteva. Zadnja želja naj bi se upoštevala. Ja, absolutno, da se jih upošteva. Zakaj? Zaradi tega, ker vsi to, če je že en družinski grob, tako da je čim manj zavzeti prostora in da se vsi strinjajo s to zadevo. Ne pa včasih te ceremonije, to je dejansko samo tisto tekmovanje, jaz imam boljši spomenik kot ti, in da čim manj bi bilo v Sloveniji pohlepa. To bi vsem polagal na srce, ker iz skromnostjo in s čisto dušo in srcem se daleč pride. Ja, jaz mislim, da to je ena stvar, ki je najbolj pomembna. Nekoga spoštovati oziroma njegove želje, potem, ko ne more več vplivati na njih. Ja, lepo je spoštovati in nekako tudi prav je tako zadnje želje pokojnika, če so nam le znane. In zato je morda čas sedaj le na predvečer in ob dnevih spomina na mrtve. Morda da pogovor steče tudi v tej smeri. Naj ne bo tabu, tako kot ste zapisali na svoji spletni strani in tako kot teče dan današnji marsikje tudi že pogovor. Morda pa je bil gospod Simon tabu njega dni nazaj tudi v Novem mestu, v prestolnici Dolenjske, ko ste snovali na nek način nove žale, to se reče naše Srebrniče. Mestno pokopališče v Srebrničah obratuje od leta 2001, gradilo se je kar nekaj let prej. Naj povem, da so snovalci tega čudovitega objekta so prejemniki zelo dveh prestižnih arhitekturnih nagrad. Gre za Prinezijevo nagrado in pa Plečnikovo nagrado za arhitekturne dosežke. Tukaj je tudi naš domačin, novomeščan, dr. Davorin Gazvoda, potem profesor Ogrin in pa profesor Vodopivec. In tako kot so oni sami trije v eni svoji predstavitvi, v svojem biltenu zapisali v naslovu 3 besede. Gost,
park in pa pokopališče. V bistvu s temi tremi besedami nekako povzemajo te tri osnovne pokopališke elemente. Torej gozd kot tema oziroma igra teme in sence, gozd prehaja v gozdne jase, torej igra sence in teme. Potem park kot neko cvetje, kot žalno floristiko in na tretje preko ta pokopališki element, ki se poudarja in izraža, pa je samo pokopališče, torej majhen grob. In seveda na tem pokopališču, ki ne gre za neko to tradicionalno mediteransko obliko pokopališča, kot ga tudi strokovnjaki opisujejo, pravi, ni veliko granitnih nagrobnikov, ni peščenih površin, gre za gozdni, parkovni model pokopališča, ki je, rekel, razširjen na rahlo razgibanem reliefu, na gozdnem robu. Tudi ni tistega tradicionalnega obodnega zidu z betonom, skratka ga obdaja ta gozdni rob. Tako da predvsem zelo veliko povsem naravnega okolja, brez raznih dodatnih objektov in drugih zadev. Tako da to zagotovo v tem smislu je to pokopališče nekaj posebnega. Ne? In na tem pokopališču se dogajajo tudi raztrosi, kaj ne? No, na enem izmed oddelkov tega pokopališča, to je na koncu te gozdne jase, na rahlo vzdignjenem terenu, je nekaj dreves kot, rekel, majhni gozdič, prav s tem namenom puščeno, in na tem terenu se potem naredi raztros. Lahko je, kot smo že v prejšnji temi govorili, lahko to je povsem anonimen pokop, ki se nikjer ne zapiše, oziroma pač zapiše se v dokumentaciji, javno pa se ne zapiše. Lahko pa se ime pokojnega zapiše na posebej prirejenem granitnem trapezu, kjer se ravno tako njegovo ime izkleše na tem kamnu in tudi, se pravi, je njegovo ime za vekomaj zapisano. No, in vi pa izklešate ime v svojem govoru pokojnikov, pa nam morda poveste ali pa mogoče preberete kakšno misel, ki jo takole ob slovesu izrečete. Ali vi to čustveno potem tudi doživljate? Kako se vas dotakne to, kar napišete in to, kar poveste? V bistvu zelo osebno doživljam in družino, ki me v bistvu odpre vrata v svoje življenje. Prav tako pa tudi pokojnega, ne? Nekako najdem ta stik s to energijo in jaz nekako čutim, da moram potem iti za pogrebom do konca in se potem še pri odprtem grobu poslovim, ne? Čisto na koncu. Pa mogoče še ena kratka misel. Noč je poljubila pojemajoči dan in mu šepnila: smrt sem, tvoja mati, iz mene se boš znova rodil. To je v bistvu napisal Tagore, ne? Taka lepa misel. Ni vse samo smrt, pa vendarle je smrt nek zaključen krog življenja in obratno. Komponirate potem pač v svoje poslovilne besede namenjene pokojnikom. Tudi. Kakšen je trend, če temu lahko tako rečemo, žalne floristike? Žalne floristike. Ja, zdaj sicer nisem strokovnjakinja za to, ampak definitivno zdaj iz izkušenj povem pri organizaciji pogrebov, kaj vidim, ne. Zdaj največkrat so zdaj spet rimski venci, moderni, to se zdaj pojavlja bolj kot ne na vsakem pogrebu. Definitivno so še vedno žarni venčki okrog žare, ne, to je itak vedno paše zraven. Zdaj, da bi vam pa točno povedala, ne vem, katero cvetje ali pa katera vrsta cvetja ali pa mogoče katera barva cvetja je zdaj moderna v tem trenutku, ne, to vam pa če žal ne znam povedati, ne. Definitivno pa skozi celotno leto videvamo vse barve cvetja. Mogoče za starejše osebe se večkrat, ne vem, naroči rdeče cvetja, ne. Verjetno je to bolj stvar tudi individualnega pristopa, pogleda, želja, mogoče življenja pokojnih. Tako tudi, pa ne samo pokojnih, po moje tudi svojcev, ne. Tudi jaz nekako zelo podpiram in zagovarjam organizacijo pogreba
po meri človeka. No. Zdaj, mogoče se to malo morbidno slišne, ampak jaz recimo vedno, ko pridejo svojci k meni in me pač prosijo, da organiziram celotno slovesnost, ne, tudi poskušam čim več svetiti o pokojniku, a ne samemu, da lahko mogoče to organizacijo res nekako naredim, kako ne rečem, po meri njega. Ne. Kar nekako sem tudi videla, oziroma normalno, če se s tem soočamo vsakodnevno, da so si recimo pogrebi zelo podobni med sabo, a ne. Zelo podobni, včasih so skoraj identični. Ne. Tako da zdaj, odkar so ti novi alternativni pogrebi, to nekako zdaj prehaja v novo dimenzijo. Ampak recimo, če pa govorimo o klasičnih in žarnih pogrebih, taki kot so bili pred desetletji, pa zdaj so še vedno enaki. Vaša izkušnja, gospod Ciman? No, glede žalne floristike tako lahko povem, da se cvetličarji znajo prilagoditi in ponujajo zelo širok nabor, imajo pripravljene kataloge različnih dekoracij in urejene teh cvetličnih aranžmajev, tako da tudi se dejansko prilagodijo, kot je kolegica povedala, želji, interesu svojcev. Predvsem pa, če bi pa z eno besedo opisal, kakšen je trend, bi pa dejal predvsem skromno. Čedalje manj je tega cvetja, čedalje manj predvsem vencev, bolj je poudarek na žalnih venčkih in pa na šopkih. Ali pa celo na samo eni cvetlici. Sem pozabila povedati, recimo, imela sem tudi izkušnjo, ker so svojci dejansko tudi prosili vse udeležence, se pravi vse tiste, ki so prišli na pogreb, da ne prenašajo cvetja, ampak da recimo ta denar, ki so ga itak namenili za cvetje, raje dajo v društvo Beli obroč. Tako da recimo tudi v te segmente zdaj gremo. No. To se dogaja, da pač ta sredstva želijo podeliti v take ali drugačne humanitarne namene. Kaj ne? Ja. Ampak skoraj da ne bo groba takega ali drugačnega ali spomina, da ne bi nekje prižgali svečko. In bila je lansko leto in kot smo se pogovarjali, poteka tudi še letos akcija Prižgimo svečko manj. Gospod Štukelj, vi imate bogate izkušnje, verjetno tako na tej pogrebni dejavnosti, pokopališki predvsem, kot pa seveda tudi na nek način okoljevarstveni, ki pokrivate to področje v Novem mestu in v okolici. Ali smo prižgali kakšno svečko manj? Kaj menite? Težko bi že v tem trenutku podal oceno, ali je bilo kaj prižganih sveč manj. Akcija je bila izvedena lani ob koncu leta, s tem, da končnih poročil ali pa izmerjenih količin o lanskem, pa tudi konec koncev letošnjem letu pa še ni. Poročila bodo pokazala šele naslednje leto. Ne. Težko bi dejal, da kaj bistveno manj. Če pa zadevo primerjamo z količino prodanih sveč, ne, podatek, ki sem ga zasledil, 6800 ton nagrobnih sveč kot proizvod je bilo danih na slovenski trg v lanskem letu, leto poprej še 400 ton več. Vse to pa nekako sproducira 2400 ton odpadkov oziroma odpadnih nagrobnih sveč, kar precej, tako da tudi na območju, kjer mi izvajamo to dejavnost, pa ne samo dejavnost, kar se tiče pogrebne pokopališke dejavnosti, ampak tudi dejavnosti ravnanja z komunalnimi odpadki. V bistvu gre kar za 60 pokopališč na celotnem območju in v lanskem letu je bilo teh odpadkov skoraj da 80 ton, že v prvih 8 mesecih več kot 50 ton, s tem, da pa moramo upoštevati, da največ teh odpadkov privre iz pokopališč ravno po prazniku dneva spomina na mrtvih, tako da takrat so tiste največje količine. Ne. Ja, zelo težko bi ocenil v tem trenutku, da smo bili v tej akciji uspešni, bolj ali manj seveda. No, predvsem marketinške aktivnosti so sedaj vodene in vabijo k nakupu ekoloških sveč. Kakšno pa je vaše mnenje o tem? Ja, absurd, ko pazim na sveči,
električni oziroma te elektronski svečki, nalepko ekološka svečka, to zagotovo ni ekološka svečka. To je še bistveno manj ekološka svečka kot navadna parafinska sveča, ki pogori, vemo, vosek pogori, potem ostane še nek embalažni vložek, sam lonček in pa pokrovček, ki se v bistvu skoraj da v celoti reciklirati. Pri teh elektronskih svečah pa je v bistvu še večji problem, da tukaj so navadni baterijski vložki. Baterijski vložki vemo, da vsebujejo težke kovine in to je daleč od tega, da bi to svečo lahko deklarirali kot neko ekološko svečo. Če govorimo o ekološki sveči, to zagotovo je potem navadna steklena sveča z steklenim vložkom, z gorljivim stenom in pa tekočim voskom, ki pogori. O tem primeru lahko govorimo o ekološki sveči, vse ostalo pa odpade. Pa poglejmo še, kako so naši mimoidoči razmišljali o prižgani svečki na grobu. Kupim svečko drobno, ne toliko, kolikor jih danes vidimo po grobovih, kar malo pretirano včasih. Tako da kupim drobno svečko, droben cvetni aranžma in to je to. Zdaj so glavno elektronske sveče. Če opazuješ malo grobove, ni več toliko sveč, niti cvetja ne, se kar pozna. To bi se oporekel prvič zaradi same ekologije, drugič pa to je bolje ena stara tradicija. Jaz bi bolje apeliral na tole, da bi vsi, ko se spominjajo na mrtve, da jih bi večkrat obiskali, ne samo enkrat na leto. Tako to bi apeliral bolje, pa čim manj sveč kupovati. Zaradi tega, ker dejansko to se bi samo hvalili. Enkrat na leto, celo leto pa neč. Tako da jaz bi to zelo apeliral, pa vsem bi tudi polagal na srce, da čim manj kupujejo sveče zaradi same čistega okolja, zaradi ozračja, vse skupaj, ker dejansko je že vse skupaj zastrupljeno. Še zmeraj, ker v vsakem primeru bi eno svečo kupil, tudi če bi rekel, da se odrečeš enemu obroku, ne to tako hudo. Ja, morda se mora marsikdo v današnjih časih odreči tudi kakšnemu obroku, da bo sedaj kupil svečo, kaj ne. Mogoče vaše razmišljanje ob tem prispevku? Tudi mi smo delali raziskavo v okviru portala Pogrebni tabu, koliko sveč se prižge in tako naprej. In dejansko smo bolj kot ne spraševali zneskovno, koliko zapravijo. In se dejansko ti zneski gibljajo od 50 evrov pa do 500 evrov, tako da to je zelo veliko. Želela sem pa povedati, da obstaja tudi pri nas portal vspomin.com. In tam ponavadi svojci, prijatelji, sorodniki in tako naprej pokojnikov v spomin v 3 korakih postavijo spominsko spletno stran. In gor dejansko možno potem to virtualno svečo v spomin prižgati, ali pa mogoče cvet položiti, misel napisati, posvetilo napisati, sliko objaviti, video objaviti in tako naprej. Ampak na ta način, ko sveče prižigamo, ne škodujemo okolju, se pa vseeno spomnimo tega pokojnika in njemu v spomin svečo prižgemo. Je treba to plačati? Ne, to je brezplačno. To je brezplačno. Ja. No, to je zelo lepa gesta in verjamem, da se bo marsikateri naš gledalec verjetno, če bo tako naneslo, poslužil tudi take oblike spomina na pokojnika. Gospod Ciman, rekli ste mi v pogovoru, ko smo se pogovarjali pred oddajo, da ste imeli tudi primer, ko ste šli iskati žaro na brniško letališče. Ja, seveda, prevzem žare je možen, ali pa bom rekel nasploh transport posmrtnih ostankov je možen tudi na povsem klasično poštno pošiljko. Lahko je tudi svojci sami prenesejo, tako da teh oblik, teh načinov transporta je možno več. S tem pa moram pa poudariti, da to je zelo redka metoda, redka oblika, da bolj ali manj se še vedno svojci odločajo, da to funkcijo, to vlogo prepustijo nam, ki smo za to usposobljeni in pa tudi za to zadolženi. Morda, če lahko še navežem na zgodbo o svečah pred tem, ena izkušnja iz enega francoskega okrožja, zanimivo, tam svečko ravno tako sicer prižigajo
na samem pokopališču, vendar jo prižgejo, se pač poklonijo v tistem trenutku spominu na svoje sorodnike, potem pa ugasnejo in odnesejo domov. Torej ni dovoljeno puščati prižganih sveč na samem pokopališču. Torej, dokler sem jaz na pokopališču, sveča gori? Tako, potem pa jo pač ugasne, jo spravimo v torbico in jo odnesemo domov. In jo imamo lahko še za naslednjih 50 ali kolikor pač obiskov na samem pokopališču. Kar pa zadeva samega prižiganja nagrobnih sveč, smo pa Slovenci absolutni rekorderji glede na število prižganih sveč na enega prebivalca. Tako da primerjava, ki je bila narejena med evropskimi državami, smo seveda najprej na prvem mestu smo Slovenci, potem pa so nekako za nami še Hrvati in Poljaki. Medtem ko pa drugi narodi, druge nacije teh navad praktično ne poznajo. Tako da če slučajno kdo ima priložnost obiskati kakšna pokopališča po drugih evropskih mestih, tega pojava zagotovo ne bo opazil. Sploh pa ne v taki veličini kot pri nas. Torej, praksa iz tujine je verjetno precej drugačna. Mogoče še kakšna misel praksa iz tujine in domovine, ki bi jo veljalo morda posnemati? Veliko je prakse, ki bi jo lahko mi posnemali v Sloveniji, v tujini. Recimo, mi smo podjetje, ki dejansko se ukvarja samo z mednarodnimi prevozi umrlih po celem svetu. In da lahko to omogočim, imamo več kot 500 partnerjev po celem svetu. In tako večkrat, ko se srečujemo s temi partnerji, se tudi pogovarjamo, kaj se dogaja pri njih, na kakšen način oni zadeve imajo urejene, tako kar se tiče sveč ali pa kar se tiče samih organizacije pogrebov in tako naprej. Tako da je ogromno tega, kar bi se dalo pri nas tudi mogoče, pa mogoče se še bo, se pač smo še mlada država, ampak je pa res, da pri takih inovacijah oziroma v pogrebništvu zadeve grejo zelo počasi. Lahko bi temu rekli, da Slovencem predstavlja pogreb in vse povezano s pogrebom še vedno en velik tabu. Tako da tudi mi skušamo te tabuje rušiti s pomočjo tega portala in revije. Nekaj tabujev smo morda razkrili tudi ta večer v naši nocojšnji oddaji, ki si ravno tako izteka čas odmerjen tej naši temi. Pa vas bi vse tri prosila za vašo osebno, kar se vam je pač utrnilo ta večer ali pa kar nosite s sabo, vezano tudi na svoje poslanstvo, še vašo zaključna misel, gospa Marjeta. Jaz mislim, da se spreminjamo, da se spreminja okolje, spreminja se čas in mislim, da je vse tako, kot mora biti. In da pač življenje teče svojo pot, In da tem spremembam sledimo tudi po primerih, o katerih smo se pogovarjali nocoj. Gospod Simon. No, jaz se nekako v tej zgodbi pojavljam v dveh vlogah. Se pravi, na eni strani upravljalec pokopališč, na drugi strani tudi izvajalec javne službe zbiranja odpadkov. Tako da moje sporočilo bi bilo predvsem v tej smeri, nadaljujemo to akcijo in prižgimo še eno svečko manj, pa spomin na mrtve morda v kakšni drugačni obliki. Gospa Levina. Jaz se ne bi mogla bolje strinjati z gospodom, dejansko je moje besede tudi povedal. Tako da tudi jaz se strinjam, s spremembami treba slediti. Zdaj, če so kakršnakoli opozorila, tako kot strani Ministrstva za okolje in prostor oziroma za Ministrstvo okolje in kmetijstvo, zdaj po novem, zadeve se ne dogajajo, kako ne rečem, so z nekim razlogom. Se pravi, vse te marketinške akcije so z nekim razlogom in je treba poskrbeti, da naše okolje ne onesnažujemo, ampak da za naše zanamce imamo čisto okolje. Tako da mogoče bo gospod še enkrat povedal ti slogan od ministrstva za prižgi svečo manj, kako že gre. Zanamci nam ne bodo zamerili, naši predniki nam ne bodo zamerili, zanamci pa nam bodo hvaležni. No, tako in skupaj v slogi smo nocoj pripravili še eno, verjamem, da dobrodošlo temo za naše gledalce. Vam, spoštovani gostje, hvala lepa, ker ste bili nocoj v našem studiu in ker ste delili svoje izkušnje, svoje dobre misli z našimi gledalci. Vam, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, pa ob koncu današnje oddaje na predvečer praznika Dneva spomina na mrtve mogoče še tale misel. Kar je minilo, se res ne vrne. Toda, če je zašlo v svetlobi, naj zavedno sveti. Lahko noč.